Na srečanje s papežem Frančiškom so 29. septembra prišli člani katoliških karitativnih ustanov, ki delujejo v sklopu humanitarne krize v Siriji, Iraku in sosednjih državah. Med škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in laiki sta bila tudi posebni odposlanec generalnega tajništva pri Združenih narodih za Sirijo Staffan de Mistura in monsignor Giovanni Pietro dal Toso z papeškega sveta Cor Unum. Sveti oče je v govoru želel poudariti, kako pomembno je obnovljeno sodelovanje na vseh ravneh med različnimi subjekti, ki delujejo na tem področju. Nasilje proizvaja nasilje, imamo občutek, da se nahajamo zaviti v spirali oblastnosti in nedejavnosti, od koder ni izhoda. Ob tem zlu, ki ima ukleščeno zavest in voljo, se moramo vprašati, zakaj človek tudi za ceno ogromne škode, povzročene osebam, dediščini in okolju, še naprej sledi goljufijam, izdajam, nasilju. Pri tem je sveti oče spomnil na nedavni napad na humanitarni konvoj Združenih narodov. To je izkušnja tistega zla, ki je v človeku in zgodovini in potrebuje odrešitev, je poudaril in navedel besede svetega Janeza Pavla II. Dokončna meja, ki je postavljena zlu, katerega človek je povzročitelj in žrtev, je božje usmiljenje. Odgovor na dramo zla se nahaja v skrivnosti Kristusa, je zatrdil Frančišek. Ob gledanju mnogih trpečih obrazov v Siriji, Iraku in sosednjih državah, bližnjih in daljnih, kjer na milijone beguncev išče zatočišče in zaščito, cerkev prepoznava obličje svojega Gospoda med trpljenjem. Delo tistih, ki pomagajo tem osebam in ščitijo njihovo dostojanstvo, je zagotovo odsev božjega usmiljenja in znamenje, da zlo ima svoje meje in ima zadnje besede. To je znamenje velikega upanja, za katerega se skupaj z vami želim zahvaliti mnogim anonimnim osebam, ki predvsem v tem jubilejnem letu molijo in v tišini prosijo za žrtve konfliktov, predvsem za otroke in najšibkejše, ter tako podpirajo tudi vaše delo, je papež dejal zbranim. Poleg potrebne humanitarne krize vsi ti iz Sirije in Iraka najbolj želijo mir. Dodal je, da se zato ne bo nikoli utrudil prositi mednarodno skupnost, naj naredi konec konfliktu.